tokratni avtomobilnosti bomo govorili o marketingu. Kaj nas bolj zadane? Krvavi šok ali pa smeh? Preverili smo, koliko na blatnih klancih zmore hibridni 4-kolesni pogon, testirali pa enoprostorca za fatalke in mačote. Ekskluzivno smo intervjuvali Žana Tota, na koncu pa vas povabimo na 2 povsem različni vrsti testiranja. Pozdravljeni v avtomobilnosti. Od tega trenutka in do konca oddaje bo nekje na cestah po svetu ugasnilo 71 življenj. V celem letošnjem letu pa za polovico prebivalstva Slovenije. 1 250 000 ljudi. In če ponazorimo to malo bolj plastično, v 1 uri bo ugasnilo na cestah po celem svetu toliko življenj, kot če bi strmoglavilo eno letalo Airbus A320. Zdaj pa vas vprašam, bi se usedli na letalo, če bi vedeli, da bo v naslednji uri eno na celotnem svetu strmoglavilo? Verjetno ne. V avto pa se vsak dan usedemo. Pa vemo, da je to eno najbolj nevarnih početij v celem dnevu. Je pa velika razlika. Avto vozimo ljudje sami. In za večino nesreč smo posredno ali neposredno odgovorni kar vozniki, za prek 90% nesreč. In tega se seveda vsi zavedamo, vsi udeleženci v prometu. Ampak zakaj potem ničesar dejansko ne spremenimo? Kljub temu, da nas na to opozarjajo ne samo nesreče, ampak tudi preventivne akcije. Kaj deluje, pa smo se vprašali v današnji oddaji. Vsak dan pogledamo novice, ta smrt, ona smrt, ta umor, ta prometna nesreča in nekako se mi zdi, da vsaj jaz osebno vzpostavim že distanco do tega. Se mi zdi, da pogosto v bistvu pri vseh teh tako imenovanih črnih prizorih postavimo nek zid. Se mi zdi, da nas vici bolj razvedrijo, pa si tudi kakšen vid zapolnimo in lahko na ta račun tudi dosežemo zelo pozitiven učinek. Poznamo zelo različne pristope. Ena od metod je šok. Take kampanje so sicer učinkovite, delujejo takoj se zamislimo, takoj razmišljamo o tej stvari, takoj reagiramo, vendar iz naših izkušenj imajo take kampanje kratkotrajen učinek, kar pomeni, da nas nekaj časoma to popusti. Mi tudi skozi videospote imamo šokantnega, kot je recimo za mobilni telefon, imamo takega, da človeku da izbiro, se pravi, lahko ravnaš nevarno in zgodi se to, lahko ravnaš varno in zgodi se to. Se pravi, se zgodi prometna nesreča, potem se vrne nazaj in ravnamo drugače. In potem imamo pa tretjo opcijo, je pa recimo naš videospot za hitrost, to pa je, da ni šokantno, da ni krvavo, da ni nesreče, take zelo pretresljive, ampak človeku da misliti. V sklopu naših oglaševalskih aktivnosti se v večini primerov izogibamo prikazovanju nekih nesrečnih dogodkov ali nesreč. Kljub temu, da se v bistvu zavedamo, da je ta faktor strahu pred izgubo, ta fear of loss, kot se mu reče, je lahko zelo dober prodajni sprožilec za panogo, kot je naša. In pogosto stvari prikazujemo na lahkoten, včasih celo malce humoren način, ker se nam zdi, da v bistvu na ta način lahko morda dosežemo celo boljše rezultate dolgoročno, kot pa z nekim prikazovanjem negativnih dogodkov, nesreč. Kot smo slišali in kot kažejo tudi druge raziskave, šokantna sporočila delujejo, vendar je njihov učinek kratkotrajen. Tako kot recimo belgijska čokolada. Traja kratko časa, je sladka in pozna se samo tam, kjer ne pričakuješ oziroma kjer ne bi bilo treba. Ampak ko smo ravno pri Belgijcih, oni so preverili, kako vseeno šok terapija deluje. We decided to do a double campaign. We developed a movie with 2 different endings. One dramatic with a car crash, and the other one, the driver slowed down because of his friends. So it was a really positive ending. And we asked people to vote for the movie they preferred. And the results are really interesting because most of the people choose the shocking campaign. So 70% of people vote for this campaign.
But we were not convinced that it was the more efficient campaign. So we also did a study with 2,000 people to see which campaign was really the best to change behaviors, to make drivers slow down. And the results show that finally the two campaigns were efficient, not one more than the other. But the shocking campaign is more efficient to change behavior in one moment, in the short term. So you want to make people slow down, for example, about their behavior, make them question it. Then it's better to use positive campaign. Our conclusion is that you can use shocking image to make people drive safely, but you don't have to. You can also do that with a positive message. Ker smo ljudje različni, ker je način nagovarjanja različen in ker različne stvari vplivajo na naše obnašanje, zato tudi moramo skozi različne kanale na različne načine nagovarjati ljudi. En način enega zadane drugega, včasih ni narobe, če imamo več pristopov, ampak je pa pomembno, da pa vsi z zelo jasnim ciljem, ki ga želimo doseči, in zelo jasno spremembo vedenja, ki jo želimo doseči. Shocking campaign can work with the young people because often they think that they are immortals. And I also think that in communication, what works the best is also to change the approaches, not always do the same thing. So you can do one shocking campaign and then 2 months later you can do one campaign more positive. Pri ocenjevanju prometno-preventivnih akcij, evalvacijah, pa ugotovimo, da so najbolj učinkovite tisti, ki v resnici prinesejo neko spremembo v vozniško vedenje, tiste, ki pri svojih aktivnostih uporabljajo vsa razpoložljiva orodja. In ta širina, ne samo jumbo plakati in reklame, temveč tudi to, da gremo lokalno preverjati situacijo in gledati, kako se vozniki, voznice in udeleženci v prometu na njo odzivajo, daje širšo sliko in seveda uspešnost teh akcij. Njih veliko, ki to razumejo, eni izmed tistih pa so naši današnji gostje. Ključno je, da naredimo stvari, ki bojo na eni stvari ustvarile zavedanje, po drugi strani pa spremenile tudi vedenje. In tam pa potrebujemo res aktiven pristop, ne samo komunikacije, ampak tudi vseh aktivnostih. Recimo, tako kot smo mi v herojih, aktivacijo vseh lokalnih skupnosti, ki so odgovorne za prometno varnost, tako mladih, skozi mladinske centre, skozi šole, vzpostaviti nek strukturiran dialog njih in odločevalcev na lokalni skupnosti, kaj lahko naredimo, da bomo neko stvar preprečili oziroma da si bomo omogočili varnejše okolje in ne nazadnje kvalitetnejše življenje. Smo šli na teren, smo se približali ljudem, smo komunicirali na terenu pred samo akcijo, pred merjenjem, med merjenjem in po merjenju, s tem ozaveščali, se približali ljudem in pač šli tudi na nek ta lokalni nivo, za katerega menimo, da v bistvu ima še boljše učinke kot pa neko samo splošno, nepersonalizirano oglaševanje oziroma komunikacijo. Preventiva se začne doma, v družini. Če nam uspe aktivirati starše, da pridejo starši v pižamah pomlade, dosežemo dve stvari. Hkrati na eni strani zmanjšamo škodljivo rabo alkohola med mladimi, ker verjetno ga bodo manj spili, če pridejo starši po njih, in po drugi strani pa preprečimo vožnjo pod vplivom alkohola. Če mi nekomu rečemo, bodi osvetljen zvečer, on si predstavlja in mogoče si pravilno, mogoče ne. Zakaj pa mora biti osvetljen? Če pa izkustvo, ko mi postavimo naše naprave, v tem primeru šotor Vitko, in gre nekdo notri in ga vprašamo, koliko jih pa vidite tam? Ja, 2 vozita. Da jim pa posvetimo z lučko, ne, nista 2, 30, tega pa nisem videl. Zakaj ga nisi videl? Ja, zato, ker ni bil osvetljen. No in jutri si lahko ti na cesti in tebe nekdo videl. Ne? Izkustva so zelo pomembna in zaradi tega mi na agenciji naredimo teh malih dogodkov preko svetov za preventivno vzgojo po celi Sloveniji blizu 200 na leto. To je praktično vsak delovan dan smo na terenu. We do road safety campaigns in music festivals during the summer with the message "Don't drink and drive." And music festivals is really a particular place where people are having fun and it's a special mood. And if you come with the message and tell young people, "Oh, guys, don't drink and drive or you're gonna die," it's you're gonna spoil the mood and people
will not get your message. So in this case, for me, it's better to use a positive message. In music festivals, people are used to do a lot of activities. So if you come with something fun to do, it works better. You have more chance to interest them. Osredotočenost stranka mora biti vodilo in na podlagi tega gremo med ljudmi z družbeno odgovornimi projekti, s preventivnimi projekti. Ena od naših zadnjih akcij Skupaj umirjamo promet, kjer smo se osredotočali tudi na lokalni segment. Povezali smo se z lokalnimi skupnostmi, s šolami, z vrtci in izvedli akcijo v kombinaciji merilnikov hitrosti, obcestnih plakatov in skupaj voznike pozivali k previdnejši vožnji na kritičnih cestnih odsekih. V bistvu se lahko pohvalimo, da smo s to akcijo dosegali kar lepe rezultate. Po nekih ugotovitvah oziroma pomerjenih smo ugotavljali, da se v bistvu v sklopu te akcije v povprečju hitrost voznikov na teh odsekih zmanjšala za, mislim, da nekaj več kot 7%. Poleg tega smo pa v zadnjem obdobju tudi na področju digitalizacije naredili kar nekaj konkretnih korakov. En od teh je aplikacija Drive. V sklopu projekta Drive pa smo šli še korak dlje in razvili simulator vožnje, katerim pa še dodatno delamo na področju preventive in aktivnosti izobraževanja predvsem mladih voznikov, ki jih v bistvu s pomočjo simulatorja lahko jim prikažemo v nekem kontroliranem okolju potencialno nevarne situacije na cesti in jih izobražujemo k ustreznemu ravnanju v takih situacijah. V današnji oddaji smo se vprašali še eno vprašanje, na katero smo na nek način že imeli odgovor. Kako se SUV spopadajo s terenskim delom oziroma kako se bojujejo s klasičnimi terenci. Najbolj pa nas je zanimalo, kako v terenskih pogojih deluje štirikolesni hibridni pogon. Minuli teden je Toyota na newyorškem avtomobilskem salonu predstavila novo 5. generacijo terenca RAV4. Izraz terenec sem uporabil namenoma, čeprav gre v prvi vrsti namenjenega prevozu otrok v šolo in podobnim običajnim mestnim potrebam. A fotografije 5. RAV4 in tudi vsa besedila v novinarski mapi pravijo, da bo novi RAV karakterno bolj robusten. Temelj njegove terenske robustnosti pa je hibridni štirikolesni pogon, ki pa je v resnici že zdaj na voljo in kar malce pokrivam zapostavljen. Namreč toliko razpravljamo o varčnosti hibridov, da pravzaprav pozabljamo, da je smisel terenskega vozila predvsem to, da ga kdaj pa kdaj zapeljemo tudi po terenu. In kako zahtevni smo lahko od terenskega hibrida, bomo danes preverili s pomočjo legendarne reference. Rezultat je bil seveda pričakovan, nedvoumen. Povedano z drugimi besedami, bilo bi nekaj hudo narobe, če bi RAV4 recimo zmogel prav vse klance kot Hilux. Za vsak primer smo to preverili in potrdili, kar smo že vedeli. Toda vprašanje, ki nastane v tem neobičajnem in roko na srce ne prav znanstveno natančnem primerjalnem testu je, ali hibridni štirikolesni pogon ponuja enake terenske zmogljivosti kot konkurenčni SUV z mehansko porazdelitvijo moči enega samega motorja med vsa 4 kolesa. Rava smo torej zapodili v iste klance, kot peljemo vse avtomobile, ki imajo v sebi vsaj kanček terenskega duha. Odgovor je pritrdilen. Ja, prav vse naše testne klance je prepeljal in to, čeprav je bila podlaga še vedno nekoliko razmočena. A zakaj je to vprašanje sploh na mestu? No, zato ker štirikolesni pogon hibridnega RAV-a deluje tako, da bencinski motor poganja izključno prednji kolesi, zadnja kolesa pa poganja izključno elektromotor. Ta je seveda v prvi vrsti odvisen od zaloge električne energije v bateriji, a naš test nam je pokazal, da RAV ves čas skrbi, da je v bateriji vsaj za 2 črtici elektrike. Si pa ne smemo delati utvar, da bi z RAV-om po terenu peljali zgolj na elektriko. Že ob prvem naporu se bencinski motor samodejno vključi. K sreči pa vse skupaj zveni še vedno prijazneje in v praksi tudi tišje kot dizelsko rohnenje. Vsekakor pa se je treba zavedati, da v konkurenčnih SUV-ih zadnja kolesa dobivajo večjo moč, kot ga nudi RAV-ov elektromotor. Zato pričakujemo, da bi recimo v celem snegu ali v gostem blatu RAV4 pokazal šibko plat. A
a test je namenjen izletnikom. Zanje bo rezime tokratnega preizkusa, da v večini praktičnih primerov ravove terenske omejitve bolj kot na električni tehniki temeljijo na zakonu o vožnji po naravnem okolju. A k sreči imamo v Sloveniji ogromno cest, ki so zelo strme, ki so redno blatne, ki so vsako zimo zasnežene, marsikatera med njimi tudi prepelje kakšen potok, kar pomeni, da imamo v Sloveniji ogromno možnosti, da dodobra izkoristimo in preizkusimo tudi SUV-ja, kakršen je RAV4 s hibridnim štirikolesnim pogonom. V drugem delu oddaje vam bomo predstavili enoprostorca, v katerem ne boste zgolj mama in oče. Pogovorili se bomo z Žanom Totom. In medtem, ko so naši trije izbranci začeli 3-tedensko ugotavljanje, ali se dizel še splača, vas znova vabimo na vozniško testiranje. Tokrat na malce drugačen način. Enoprostorci počasi izumirajo, morda tudi zato, ker njihovo vlogo prevzemajo SUV-ji, takšni veliki z 2 dodatnima sedežema za tiste malo večje družine. No, predstavljamo vam Peugeot 5008. Leta 2005 je Peugeot v svoj sistem poimenovanja vrinil še eno ničlo. Zato, da bo že takoj na začetku jasno, ali gre za klasičen, torej enoničelni model, ali pa za neklasičen model Peugeota, se pravi enoprostorca ali terenca. No, v dobrih 10 letih je filozofija oznake z 2 ničlama izgubila svoj smisel, saj so SUV-ji postali klasična, množična, torej neposebna izbira. So pa medtem enoprostorci iz množične oblike postali nišna izbira. No, naš današnji testni Peugeot je posebnež, ne glede na to, iz katerega konca ga pogledamo. Kajti to je enoprostorec v SUV-ovski podobi, torej družinski avto, tekmec Scenicu in S-Maxu. Glede tega je pionir. Med SUV-ji namreč najdete samo še 2-krat dražja Audija Q7 in Volva XC90, ki imata v drugi vrsti 3 ločene z nastavljivim naklonom naslonjal in po dolžini pomične sedeže, na katere lahko družine namestijo tudi 3 otroške sedeže. Lahko pa iz prve roke povemo, da udobno ne bo samo otrokom. Tudi odraslim nam je bila 1000 km dolga vožnja udobna. Vsekakor pa priporočamo, da izberete tudi opcijska dodatna sedeža, s katerima boste lahko na treninge vozili tudi sinove moštvene kolege in vam bodo pri prodaji rabljenega avta dvigovali ceno. Če ste se ob teh besedah vprašali, čemu torej ne bi vzeli kar enoprostorca, potem ste verjetno strogo racionalni in na lastno veselje ne date prav veliko. Kajti odgovor je sila preprost. Zato, ker je Peugeot 5008 kot SUV lepši, bolj atraktiven. Povedano z drugimi besedami, zato, ker skriva svojo družinsko poreklo, kar v praksi pomeni, da za volanom 5008 ne boste zgolj mama ali oče, ampak ženska oziroma žrebec. Da te besede niso zgolj naša provokacija, dokazujejo prodajni rezultati. Če nameravate 5008 kupiti za vožnjo v težjih razmerah, potem vedite, da 4-kolesnega pogona ne ponuja. Manjka celo že večkrat pohvaljeni sistem Grip Control. Se boste pa lahko varno po zasneženih klancih spuščali na elektroniko. Všeč nam je bil 8-stopenjski samodejni menjalnik, ki dobro sodeluje z močnim dizelskim agregatom različice GT. In čedalje bolj smo fani kokpita z visoko nameščenimi merilniki, ki v resnici odpravlja potrebo po head-up displeju. In nasploh smo se za volanom počutili prijetno. Bistveno zaslugo za to pa imajo notranji oblikovalci. V preteklem tednu se je na povabilo ministra za infrastrukturo Petra Gašperšiča v Sloveniji mudil posebni odposlanec Združenih narodov za varnost v prometu in predsednik Mednarodne avtomobilistične zveze. V pogovoru za avtomobilnost je z nami delil svoje poglede na prometno varnost, avtonomno prihodnost, elektrifikacijo motošporta in pogledih na pametna mesta. Do you think that, the smart cities, the smart cars, all the assistants will make
the drivers not so smart, as everything around us will be smart? For me, it's absolutely essential because it's linking environment, it's mayors of the big cities around the world. You know, you must bear in mind that at the moment you have about 50% of the population which is living in cities. And by 2030, by 2050, we will have about 2/3 of the population living in cities around the world. So can you imagine the comfort of life or the discomfort of life if you spend so much time in traffic, in congestion? I mean, it's something which is really making life to all the families having something to do with cities. So I'm very much in favor of developing smart cities, and it's a work for everybody. You know, everybody should join the club. You know, it's really a game changer to address it, because we must not forget also that every year you have more vehicles. I mean, we have to have a full review of how the cities are organized, and I think it's a fantastic challenge. Bringing the city, the inner city, back to the people. Minuli teden nam je sicer prinesel predvsem veliko kratkih korporativnih novic. Škodini delavci so glede na eksplozivno rast plač na Češkem reagirali z grožnjo po stavki in v Wolfsburgu so v njen izogib pristali na zvišanje plač v višini 12%. No, lahko pričakujemo, da Volkswagenovi sindikati ne bodo samo mirno gledali. Fordu je Evropska centralna banka odobrila, da ta ustanovi svojo banko v Nemčiji, s katero se bo lažje spopadal z morebitnimi negativnimi posledicami Brexita. Fiat Chrysler se bo ločil od Magneti Marellija, Daimler pa je končno pristal na pogovore s šefom kitajskega Geelyja Lijem Shifujem. Seveda se bodo pogovarjali o sodelovanju. Zanimivo pri tem je, da se je Li Shifu, novi največji zasebni delničar Daimlerja, odločil manjkati na letošnji redni seji skupščine Daimlerjevih delničarjev. Mogotec z ameriške strani poloble Elon Musk pa se je odločil osebno rešiti svoje probleme, za katere borzni analitiki pravijo, da ga lahko spravijo celo bankrot. Zato je reorganiziral tim svojih šefov in direktorja gigatovarne v Nevadi Doga Fielda zamenjal kar samim seboj. Pa omenimo še enega vizionarskega milijarderja, Richarda Bransona. Ta je polno aktiven pri spreminjanju javnega prevoza v obliki Hyperloop vakuumskih cevi. Minuli teden si je Virginov razvojni laboratorij sredi puščave Mojave ogledalo njegovo visočanstvo Mohamed bin Salman bin Abdulaziz iz Saudske Arabije. Zanima se, kako bi s Hyperloopom pot med Kuvajtom in Rijadom skrajšal na komaj 76 minut. In medtem, ko v Kaliforniji lobirajo, da bi na javnih cestah lahko testirali tudi samovozeče avtomobile brez šoferjev, so Norvežani predstavili koncept samovozeče kontejnerske tovorne ladje na elektriko. Šampanjec bodo na njej razbili že leta 2019, leto pozneje pa naj bi ladjo povsem prepustili avtopilotom. Zadnji čas je zagotovo zelo aktualno in pereče vprašanje, ali se dizel sploh še splača, po domače rečeno. Verjetno ste tudi vi med tistimi vozniki, ki razmišljate o porabi, o stroških, katero vozilo bi izbrali, kaj je za vaš način vožnje oziroma za vaš izbrani kraj, kjer se vozite najprimerneje. Zato začenjamo z našo 3-tedensko akcijo, v kateri smo zbrali tudi 3 voznike, ki bodo za vas preskusili 3 enaka vozila, vendar z različnimi pogonskimi sklopi. Andrejka ima vsakodnevno vožnjo po regionalni cesti in avtocesti, torej kombinacijo obojega. Klemen po drugi strani se vsak dan vozi po regionalni oziroma lokalni cesti, torej od kraja do kraja, in pa Beno, ki ima vsakodnevno mestno vožnjo. Katero vozilo izbrati, kater pogonski sklop, bencin, dizel ali hibrid? Kaj je najprimerneje? Ostanite v naši družbi v prihodnjih 3 tednih in zagotovo boste izvedeli.
Za ozadje današnje oddaje smo izbrali Triglavov lep, ravno zaradi tega, ker nam ponuja nekaj novosti, predvsem pa tehnoloških izzivov, ki jih lahko preizkusimo oziroma preizkusite tudi vi, dragi gledalci in gledalke. Še posebej z prav posebnim simulatorjem vožnje. Simulatorji vožnje so v konceptu namenjeni predvsem temu, da voznika v virtualnem okolju pripravljajo na vozniške izzive, izkušnje, ki jih na cesti mogoče nikoli ne doživi, pa je dobro, da je na nje pripravljen. Ta simulator pa je drugačen, zelo poseben. Dela vse, kar delajo tudi sicer simulatorji, se pravi, nas v virtualnem okolju pripravlja na vozniške izzive. Hkrati pa zaznava in beleži tudi naše skrite telesne odzive preko recimo očesnega zrkla in z spremljanjem možganskih tokov. Torej temno stran meseca. Simulator pa je narejen s slovenskim znanjem in izkušnjami. Zato vas vabimo vse, dragi gledalci in gledalke, da se prijavite na naši strani na MMC-ju za Vihak avtomobilnost. Vsi tisti, ki ste ravno kar naredili izpit, se pravi od 18 do 25, tisti malo starejši, recimo generacija X, še posebej pa vabimo voznike taksijev in šolskih kombijev, se pravi vse tiste, ki res veliko časa preživite na cesti. No, zdaj je čas, da tudi jaz preizkusim simulator in pogledam, kako dobro mi dejansko gre tudi v vseh teh nepredvidljivih situacijah. Da ne pozabim, tale simulator je dobra popotnica tudi za vse tiste, ki ste se oziroma se še boste prijavili na našo akcijo oziroma nagradno igro Share Dunlop Spirit, kjer se na MMC-ju prijavite tako, da nam v 1 minuti z videom poveste, zakaj izbrati ravno vas oziroma kaj so tiste stvari, ki nam jih boste na poti pokazali. Za na pot vam damo avto in pa 7000 evrov. Še vedno pa povabilo, da nas spremljate tudi na Facebooku, Instagramu, YouTubeu in seveda na MMC-jevem Zavihku avtomobilnost. Se vidimo naslednjič.